Odgovori na mestu. Lepo pozdravljeni v novi epizodi oddaje Odgovori na mestu. Z nami v studiu je župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Pozdravljeni. Lep dober dan tudi vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. V tokratni oddaji bomo dobili informacije iz prve roke, brez zadržkov in iskreno o trenutnem dogajanju v občini Brežice. Novembra 2022 ste začeli svoj 6. mandat vodenja občine, 1. aprila pa dopolnili polnoletnost oziroma 18 let, kar ste na čelu občine Brežice. Katere dosežke občine bi še posebej izpostavili? Če se vrnem res za 18 let nazaj, treba povedati, da takrat občina Brežice je bila res v takem enem zelo čudnem stanju, predvsej v slabi finančni kondiciji. Seveda eno od razlogov je to, da praktično pred mojim prihodom smo imeli župane, ki so bili na nek način polprofesionalni, nekateri so bili poslanci in župani, eden je bil upokojenec in pa seveda tretji tudi je bil poslanec in župan, kar pomeni seveda, da je imel bistveno manj časa za posvetiti se tako občini, občanom in pa vsem ostalim. In pa seveda največji problem je bil tudi, da vsi ti župani so bili več ali manj en mandat oziroma celo pol in ni bilo neke kontinuitete. Zato je bilo potrebno seveda občino nekako vzpostaviti na dolgi rok in pa čisto na novih temeljih. Sigurno eno od ključnih začetnih nalog je bilo, da vzpostavim politično stabilnost in pa sodelovanje. Vemo, da v preteklosti so bile v Brežicah zelo pestre seje občinskega sveta. V glavnem smo imeli koalicije, opozicije in na teh sejah je bilo več ali manj vprašanje, kdo je kak predlog predlagal, kaj je pisalo vsebine, sploh ni bilo pomembno. Jaz se spomnim svetnike, ko so prišli v zaprtih kuvertah na seje, niso jih niti odprli in so rekli se, kaj pa bom jaz to bral, sploh se mi vse povejo v gostilni ali pa na koalicijskih usklajevanjih. Zato seveda sem jaz prvo nalogo, ki sem si jo zadal, da nekako to presežem in sem začel najprej seveda s tem, da več nismo se ustvarjali neke koalicije, opozicije, ampak smo začeli projektno sodelovati. Ustvarjali smo predvsem tudi sodelovanje v odborih glede na volilne rezultate, kar še tudi danes v 6. mandatu zagovarjam in tudi mi je uspelo to narediti. In seveda na tak način nekako sem dosegel, da smo se začeli pogovarjati. Prav tako seveda sem šel na to, da so podžupani iz različnih političnih opcij, zato da je res čim več sodelovanja. Seveda druga naloga je bila narediti reorganizacijo občinske uprave. Treba povedati, da seveda takrat, ko sem jaz prišel na občino, smo imeli proračun 13 milijonov evrov, danes ga imamo čez 40, pa žal od tega je več ali manj bilo ves denar namenjen samo za delovanje občine, javnih zavodov in pa šol pa vrtcev. Ostalo je mogoče nekje 1,5 milijona samo za investicije, kar pomeni, da se ni dalo nič s tem narediti. Zato seveda sem se lotil reorganizacije tako občinske uprav kot tudi zavodov. Glavni namen tega pa je bil, da pridobimo nova sredstva. Danes vemo, da se vsi prepiramo samo o tem, kako denar zapraviti, trošiti, kaj bomo z njim. Noben se pa ni nikoli ukvarjal s tem, kako dobiti nove vire v proračun. In seveda glavna naloga je bilo, da smo reorganizirali tako občinsko upravo, javne zavode, jih pripravili na črpanje evropskih sredstev in rezultat tega je, da smo v teh praktično 18 letih imeli v občini Brežice preko 200 milijonov investicij, ogromno je bilo pridobljenih evropskih sredstev in pa, kar je zelo pomembno, tudi ostala društva, zavodi in pa vsi ostali delujejo. In jaz mislim, da imamo danes tudi urejene stvari, čeprav vemo, da danes se vsi v Sloveniji, ukvarjamo z zdravstvom, z vsem, ampak lahko rečem, da v Brežicah kljub vsem težavam, ki so v zdravstvu danes javne, imamo tudi zdravnike in tudi ljudje se lahko vpisujejo, kar se marsikje v večjih mestih ne morejo. Prav tako seveda je bila poseben izziv, kako urediti komunalno službo. Vemo, da takrat je izvajal te javne službe od smeti, ki so se več ali manj pobrale, potem odpeljale v Dobovo, v Gramoznico, zasipale
In seveda, da ne govorim o sami pitni vodi, ki se je več ali manj podjetje upravljalo tam, kjer je bilo donosno, to je mesto Brežice in pa seveda te večji kraji, kot so Dobova, Čatež, ostale kraje po podeželju pa enostavno so upravljali nekako vaške skupnosti in seveda zato je bilo potrebno to reorganizirati, ustanoviti javno podjetje Komunala Brežice, ki seveda upravlja danes to po celi občini na drugačen način, predvsem pa to upravlja tako, da lahko imamo kvalitetno tako pitno vodo na svojih pipah, kakor tudi čisto in pa urejeno okolje. Seveda, pomembno je bilo tudi samo transparentnost, pri tem smo veliko naredili, smo tudi dobili priznanje kot 5. najbolj transparentna slovenska občina, predvsem vse stvari, ki se dogajajo javno. Na spletnih stranih vsak si lahko pogleda vse podatke in jaz mislim, da s tem smo tudi precej naredili, prav tako pa seveda z sodelovanjem z krajevnimi skupnostmi poskušali narediti to, da je to sodelovanje z krajevnim skupnostim na nivoju in da se praktično vsi kraji v občini razvijajo. Zelo pomembno pri vsem tem je bil občinski prostorski načrt. Dejstvo je, da občina Brežice od tam nekje 85 leta ni imela sprejetega občinskega prostorskega načrta in seveda to je bilo pa osnovo, da se lahko začelo investicije, vključno z industrijskim conom, ki danes prinašajo rezultate, ki je pridobilo tudi nova podjetja, nova delovna mesta, prav tako seveda v občinski prostorski načrt omogoča gradnje tudi raznih stanovanjskih virov in pa podobno. Seveda zelo pomembno je bilo tu tudi se lotiti nekako sistema, kar se tiče izobraževanja vzgoje. Tu praktično vsake 2-3 leta obnovimo eno od šol, prenovimo. Smo jih tudi energetsko sanirali in pa seveda veliko naredili tudi na samem okolju, od novih kanalizacijskih sistem, čistilne naprave, prav tako pa seveda tudi vodovode in podobno. Tako da jaz mislim, da v teh 18 letah lahko rečemo, da se je občina Brežice popolnoma prenovila in jaz verjamem, da vsi tisti, ki to želijo videti, tudi opazijo. Predvsem pa najbolj to opazijo ljudje, ko pridejo drugod, ki se spomnijo, kakšna je bila občina v preteklosti in pa kako je danes. Pomembno pa je seveda, da imamo tudi že načrte za naprej in pa da so te strategije, ki vodijo občino Brežice k višjem nivoju. Vsak nov mandat pa prinese tudi nov občinski svet. Kar 2/3 svetnic oziroma svetnikov je v aktualnem občinskem svetu novih. Po 5 mesecih delovanja, kako ocenjujete, v kakšni kondiciji je občinski svet? No, zdaj, glede na to, da je že to moj 6. občinski svet, s katerim sodelujem, je stanje precej podobno. Je bilo vedno tako, da smo imeli veliko različnih političnih skupin ali pa list. Tudi zdaj imamo 8, kar pomeni seveda, da je zelo pestro sodelovanje. Res pa je seveda, da v tem občinskem svetu je skoraj 22 svetnikov novih, kar pomeni, da večina na novo, nekateri v preteklosti se sploh s tem niso srečevali, zato seveda je bistveno več potrebno zdaj od začetka teh pogovorov o sodelovanju. Nekako je potrebno obrazlagati določene stvari, kajti vidim, da na eni strani imamo določene občinske svetnike, ki ne poznajo te stvari, katerim je treba mogoče pojasnjevati bistveno več. Seveda, žal imamo pa nekatere občinske svetnike, ki so pa že bili noter in so razočarani, ker pač na volitvah ni jim uspelo zmagati. In tem imamo pa večji problem, ki te pa nočejo razumeti in iščejo več ali manj težave. Vendar mislim, da je pomembno to, da se je nekako ustvarila neka večina, ki želijo občini dobro, ki želijo napredek in jaz verjamem, da s to večino bomo šli tudi naprej in da bo tudi občina Brežice v tem mandatu, kljub temu, da mogoče na začetku izgleda precej bolj težavno, se stvari uredile. Res pa je, da bojo stvari mogoče vsaj prvo leto šle malo bolj počasi. Vendar se mi vidi, da tudi ključno pri tem je, da smo se dogovorili za to, da bomo tudi v tem mandatu proporcionalno na volilni rezultat razdelili v odborih. To je že bilo narejeno, zdaj bomo še
v ponedeljek imeli tudi svete zavodov in pa nadzorne svete. Kvias je že to potrdil, kar pomeni, da tudi tu smo nekako pristopili kompromisu, kar se tiče zastopanosti v teh svetih zavodov in pa nadzornih odborov podjetij. Imenovan je že eden podžupan, v tem trenutku je Aleksandar Gajski. Drugi teden predvidevam imenovati še vsaj enega oziroma morda celo 2 podžupana, kajti vemo, da v občini Brežice imamo lahko 3 podžupane. V prejšnjem mandatu sem imel vedno enega profesionalnega, pa potem 2 neprofesionalna. V tem mandatu bomo imeli verjetno 3 neprofesionalne, ki bojo to delali. Zaenkrat imam že dogovorjeno za enega, za potrditev za drugega pa bomo še zvedeli do konca tedna, tako da v torek lahko pričakujemo pomoč vsaj enega, morda pa celo še 2 podžupanov, kar pomeni seveda, da po tem, ko se bojo konstituirali tudi še te sveti zavodov, nadzorni odbori, odbori občine in pa seveda še dodatni podžupani, bomo lahko rekli, da smo se dokončno konstituirali in da lahko začnemo se ukvarjati z vsebinskimi točkami in da se bomo več ukvarjali toliko z kadrovskimi zadevami. Proračun za leto 2000 oziroma za 2023 je sprejet. Zakaj je potem potreben rebalans? Proračun za leto 2023 je bil sprejet že v leto 2021. Seveda vemo, da v letu 2022 so bile izjemne spremembe tako na svetovnem delu, kot tudi v sami Sloveniji. In seveda zaradi tega je prišlo tudi do velikih sprememb v proračunu. Dejansko proračun je popolnoma neusklajen, kajti vemo, da v tem času se je precej seveda bila inflacija, zrasle so cene materialov, storitev, predvsem pa seveda treba povedati, da so bile nove kolektivne pogodbe, nove minimalne plače, seveda višji tudi otroški dodatki in vse ostale, vse to pa z namenom, da se nekako ublažijo posledice predvsem inflacije in pa krize, ki je prinesla bistveno višje življenjske stroške. Zato je treba tudi stvari spremeniti v našem rebalansu. Prav tako pa so se določeni projekti, kot so bili kolesarska steza proti Krški vasi, potem zdravstveni dom, Čenelčeva ulica, potem tudi vodovodni stolp z paviljonom. V tem času seveda vemo, da se nam je porušil tudi most na Borštu in pa seveda še kar nekaj drugih pomembnih investicij, kot je tudi hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov. Vemo, da se dokončuje optika po občini, da se dokončuje tudi atletski stadion in zato je seveda bilo potrebno delati določene spremembe. Tako da to je ena od osnov, ker želimo, da se to dokonča. Druga stvar je seveda višje stroški plač. To gre tako za občino, javne zavode, posebej seveda pa največji težava so tudi samo šolstvo, kjer so šle plače gor tako hišnikov, kuharic in pa seveda največ pa, kar se tiče vrtcev. V rebalansu je potrebno dodatno zagotoviti ta sredstva. Res pa je, da so se tudi na prihodkovni strani nekatere stvari spremenile. Tudi določene evropska sredstva niso bile lani počrpana, pa se prenašajo v letošnje leto kot prihodek. Tudi povprečnina se nam je malo povišala in zato je treba ta rebalans nekako zbalansirati. Prav tako pa vemo, da smo tudi na zadnji seji, ko smo se pogovarjali o proračunu komunalnih storitev za lansko leto, se odločili, da bo občina sofinancirala v višini 70% tega proračuna. In zato seveda je bilo potrebno tudi zagotoviti ta denar v rebalansu proračuna. Tako da to so glavni osnova in jaz verjamem, da bo letošnji rebalans proračuna oziroma izvedla potem prinesla kar pomembne investicije in pa nekako nemoteno delo. Občanke in občani pa se na vas obračajo z raznimi vprašanji, pobudami in zato predlagam, da se danes dotaknemo najbolj aktualnih. Za začetek v preteklem letu sta odmevali investiciji oziroma gradnji kolesarskih stez Brežice-Dobova, Dobova-Krška vas. V Dobovi je otvoritev kolesarske steze že bila, vendar so občani še vedno priča delnim zaporom oziroma semaforjem. Zakaj?
Ja, zdaj na nek način izgleda, da gre to za eno investicijo, v resnici gre pa za dve investicije. Ena investicija je bila kolesarska steza, druga investicija pa seveda ob tem, ko smo šli kolesarsko stezo, smo še nekako z direkcijo dogovorili, da bo se tudi sanirala sama cesta. In seveda investicija ceste je celo višja, kot je investicija kolesarske steze, ki se je sofinancirala z evropskim sredstvom. Zato je seveda sta bila tam dva roka. En rok je bil kolesarska steza, ki mora biti dokončana, sicer bi morala biti do marca, pa je že bila prej dokončana. Drugi rok pa je seveda državna cesta, ki mora biti dokončana do junija 2024. Vendar definitivno me veseli, da tudi ta državna cesta gre zdaj hitreje, kot je bil končni rok in da bo verjetno dokončana že v letošnjem letu. Se je pa v tem času še dodatno nekako spogajalo z direkcijo, da se predvsem tu v Trnju naredi še odvodnjavanje pri tej cesti na levi strani in pa pločnik. Zato seveda zgleda, kot da smo na nek način že končali investicijo in se ponovno odpira, vendar mene veseli, da bo tudi to narejeno in tu moram povedati, da je glavni rok za to in verjamem, da bo v letošnjem letu dokončana ta cesta praktično do Dobove. Kako pa kaže potem s kolesarsko povezavo in cesto Brežice-Čatež-Krška vas? Ja, Brežice-Čatež-Krška vas, treba povedati seveda, da imamo nekako rok do junija letošnjega leta, da se to dokonča. Seveda mi smo v lanskem letu mislili, da bo se lahko do novega leta naredilo več, vendar definitivno se je manj in so glavna dela zdaj nekako tista, ki se dokončujejo. Tako da tudi tu jaz verjamem, da do konca maja bo ta promet v glavnem nekako sproščen, bo bistveno manj težav, je pa res, da seveda se bojo še določene stvari urejale. Največje delo in pa tudi popolna zapora je predvideno med 8. in pa 12.5.23, takrat se naj bi tudi cestišče dokončno uredilo, zasfaltiralo in jaz verjamem, da seveda v poletnem času oziroma v juniji bo to praktično že teklo nemoteno. Predvsem promet, mislim pa, da gre res tu za izjemno zahtevno investicijo in pomembno, kajti če nam ne bi uspelo zdaj to dokončati z temi evropskimi sredstvom, veste, da je bilo potrebno tam delati oporne zide in pa podobne stvari. In glede na to, da je državna cesta, da so tudi takšne bili pogoji, da smo lahko sploh to izvedli, jaz verjamem, da s tem bomo ogromno naredili predvsem za boljšo varnost, za povezavo kolesarsko in pa za nemoteno seveda tako vožnjo avtomobilov v prometu, kako tudi kolesarje in pa pešce. Na zadnjih sejah občinskega sveta pa je odmevala tudi tema povišanja cena komunalnih storitev. Občani pa so v preteklih dneh že prejeli poračun, je res, ne? Ja, seveda, normalno to, da so prijeli, tako je bilo tudi sklenjeno. Treba pa povedati, seveda, vsako povišanje cen je vedno burno in nihče od nas rad ne plačuje položnice. Konec koncem, če že gledamo tako, najbolj seveda pri tem smo prizadeti tisti, ki imamo večjo porabo vode, to so pa tisti, ki imajo kakšne kmetije doma ali pa kaj podobnega ali pa kakšne druge še proizvodne. Tako da seveda tudi sam sem eden od tistih, ki imamo večjo porabo vode in sigurno ne radi plačujemo višje položnice. Vendar dejstvo je, da v lanskem letu je bilo izredno nepredvidljivo leto. Vemo, da so bile izjemno visoki stroški tako energentov, predvsem od nafte, potem da ne govorimo elektrike in pa seveda tudi višji stroški dela in pa materijalov. Zato seveda vidite, da v celi Sloveniji se cene komunalnih storitev dvigujejo. Smo pa v Brežicah zato, da ne bi preveč res obremenili krajane, se odločili za 70% subvencijo poračuna. Zdaj seveda vemo, da pri cenah ponavadi določeni ljudje ne želijo sodelovati, predvsem tukaj se tiče svetnikov, poskušajo to zlorabiti za neke obračunavanje.
Vemo, da pred volitvam so vsi veliko obljubljali, ogromno svetnikov, ki so kandidirali tudi z namenom za to, da bi postali neki direktori, šefi v tej komunali in seveda te so danes najbolj glasni. Žal so glasni najbolj tisti, ki so bili celo direktori prej v podjetju KOP, ki so zelo vedno navijali za višje cene. Zdaj se pa naenkrat sprenavedajo in se vzgleda, kot da je nekdo kriv, da je krivo vodstvo, da je kriva občina in pa ne vem, kaj vse bi radi naredili. Samo zato, da ne bi priznali, da dejansko so bile višje cene in če danes gledamo, so te cene povsod. Tudi treba povedati, da se cene ne dvigujejo zaradi izgube komunale, kot jo v javnosti želijo nekateri predstaviti. Komunalno podjetje lani ni imelo nobenih izgub in je poslovalo pozitivno. Res pa je, da treba vedeti, da stroški storitev pri vodi in pa pri komunalnih storitev so bili višji, kot je bila cena, in dejansko cena ne pokriva stroškov teh storitev. Zdaj, dejstvo je, da to vsak vek, recimo, ko kruh peče, če je višja cena moke, da ne bo po isti ceni več prodaval kruha, ampak bo moral ceno dvigniti. Tu pa seveda ni tako enostavno, kajti ceno ne moreš dvigovati vsak mesec, ko se dvigne elektrika, ampak se dvigne enkrat na leto oziroma na koncu leta se naredi poračun. In jaz mislim, da večina ljudem je to jasno, seveda vemo pa, da to veliko politike in nekateri ti vidijo svojo priložnost za obračunavanje z marsikomom in seveda v javnosti zelo to predstavljajo kot nekošno slabo poslovanje podjetja ali kaj drugega. Tako da še enkrat povem, tu ne gre za nobeno slabo poslovanje, je pa res, da je zakonodaja taka, da moraš ti vsako storitev posebej obračunati in seveda, vekolikor cena ne pokriva stroške, ki so, zato je potrebno ceno uskladiti. In to seveda mora potrditi občinski svet, ki pa seveda vemo, da zelo nerad take stvari naredi, ker to niso stvari všečne. In ponavadi je najlažje reči, mi smo proti tem, oziroma nekateri so celo pred volitvam obljubljali, kako ne bojo višjih cen, čeprav seveda so vsi vedeli, da z temi stroški, ki so bili v lanskem letu in pa s temi cenami se ne bo dalo delati. Po drugi strani pa seveda treba tudi vedeti, da komunalna cena je del te cene tudi namenjena za nove vodovodne sisteme, za obnovo cevi in pa vodovodne sisteme. In seveda vsi na nek način smo kao zelo prijazni, želimo, da bo vsaka hiša imela kvaliteten vodovod, da bomo zamenjali vse salonitne cevi, stare cevi, ko pokajo, da so jo zamenjali vsi števci in podobno. In seveda zato je potrebno tudi na koncem nekako plačati. In to je ta ključni problem. Jaz upam seveda, da bojo na naslednji junijski seji to občinski svetniki tudi na konci potrdili, da bomo uskladili to ceno. Treba pa povedati seveda, da kljub vsemu lanska povprečna cena je bila sestavljena iz treh stvari. Najprej do 1.8., potem od 1.8. do konca leta in pa s poračunom. In povprečna lanska cena je bila 1,07 evra za 1000 litrov vode. Zdaj, ko se mi toliko o tem prepiramo, treba povedati, da tam greš v trgovino, kupiš liter pa pol vode in te košta 1 evro. Mi pa govorimo o 1000 litrih, ki stane 1,07. V letošnjem letu pa nova cena, ki naj bi bila potrjena, bo nižja, zato kajti treba povedati, da potem z letošnjim letom se je tudi sofinancirala cena elektrike in naj bi bila letošnja cena nekje 0,96 evra, kar pomeni, da seveda letošnja povprečna cena je predvidena nižja. Je pa res, da je višja, kot je bila avgusta, za 4 cente, zato jaz mislim, da je potrebno to ceno potrditi, da bomo lahko nemoteno delovali in da bomo še naprej pili kvalitetno pitno vodo na pipah in pa seveda, da bomo zagotavljali vsem občanom, kajti treba vedeti, da ekonomsko se najbolj splača seveda zagotavljati pitno vodo v mestu, kjer imaš veliko občanov pa malo infrastrukture, vendar naš cilj je, da tudi tisti ljudje v Križah, v Pečicah, na Bizelskem ali pa ne vem, nekje drugje v Veliki dolini pa povsod imajo kvalitetno pitno vodo in le na tak način bomo lahko zagotovili tudi, če bomo potrdili primerno ceno, ki je. Je pa ta cena še vedno konkurenčna in nižja kot marsikateri občini. Zadnjič sem celo gledal na televiziji, da v
Suhi krajini imajo celo po 2 evra kubik vode, mi ga imamo pa še vedno 0,96, tudi nova cena, kar pomeni seveda 1000 litrov vode dobiš za 0,96 evra. Če si predstavljate to, koliko damo za eno steklenico pitne vode v trgovini, vidite, da je to relativno nizka cena, seveda so pa večji problem pri vseh teh položnicah druge dejatve, ki se naberejo, na katere pa ne vpliva naša cena. Občani pogosto tudi sprašujejo oziroma očitajo, da imamo v Brežicah najdražje cene vrtca. Kako pa je s tem? Ja, v bistvu to je druga taka tema, ki je vedno pereča. Jaz se spomnim, jaz sem začel 98. leta v občinskem svetu in mi nikoli ni bila jasna ta cena, kako sploh nastane. Vendar dejstvo je, da občina Brežice ne določa cen. Občina Brežice samo potrjuje cen, ki jo določijo vrtci. Kar pomeni, da na nek način so mogoče starši celo bolj odločilni pri teh cenah kot pa mi. Kajti dejstvo je, da cena je sestavljena najprej iz plač, potem je sestavljena iz materialnih stroškov in pa iz prehrane. Zdaj treba povedati, da praktično 82% cene so plače zaposlenih, potem pa tistih 18% so pa cene storitev, predvsem prehrane in pa materialni stroški, igrače in pa vse ostalo. Dejstvo pa je, da seveda plače pa določa država oziroma kolektivna pogodba in pa ministrstvo s pravilnikom tudi praktično pove, kakšna izobrazba mora biti, koliko jih mora biti zaposlenih in pa koliko otrok je lahko maksimalno v skupini, kar pomeni seveda, da občina praktično res nima nobenega vpliva več na to, zato smo tudi nekatere župani predlagali, da bi bilo prav, da to država financira, če je že postavila vse te pogoje. Zdaj, o tem, da so najvišji, je zelo vprašljivo. Dejstvo je, da smo mi to ceno lanskem leti uskladili. Marsikatere občine zaradi volilnih leta niso to delale, zato ker enostavno se niso upali ali pa občinski sveti niso tega naredili in danes seveda, ko se preračunavajo nove cene, vidimo, da niso naše cene nič višje od drugih. Pa še tudi to, ne. Bila je ena cena višja, to je bila cena za do 3 let. Seveda, ona druga cena od 3 let do 6 let pa ni bila najvišja, je bila pa nižja. Tako da to je zelo odvisno, je pa odvisno seveda cena tudi od tega, kakšno strukturo imaš vzgojiteljice, ali so to starejše ali so mlajše. Vemo, da imamo zakonodajo takšno, da starejše vzgojiteljice imajo skoraj 50% više plače kot mlajše in pol je to vse odvisno od tega, kakšna prija ta poprečna cena. Dejstvo pa je seveda, da ta cena je še preniska. Tudi zdaj vidite, da nekatere občine dvigujejo po 30% te cene vrtcev. Tudi pri nas smo izračunali, moram reči, da srečo imamo, da pri nam take cene ne bojo šle gor. Še posebej tudi zaradi tega, kajti mi smo energetsko sanirali naše vrtce in smo bistveno zmanjšali stroške energentov. Vekolikor ne bi to naredili, bi v lanskem letu imeli še više cene, če bi še kurili naprej na kurilno olje kot v preteklosti. Tako da se predvideva nekje, da bojo v letošnjem letu šle določene cene 2 do 3%, to gre tiste za najmanjše, ki so že zdaj bile visoke, za kombiniran pa do 10%. Tako da definitivno seveda te cene pa je potrebno uskladiti, kajti v nasprotnem primeru pomeni, da bi bili ti naši vrtci nelikvidni. Seveda to pomeni predvsem to, da po zakoni plače moraš dati vzgojiteljem, zmanjka pa denarja potem za ogrevanje, prehrano in pa ostale stvari. In jaz ne verjamem, če si kdo od nas želi, da bi naši otroci bili v vrtci namrzli. Tako da te cene bo treba uskladiti. Seveda samo pa morali dogovoriti, koliko bomo obremenili starše in pa predvsem bo treba zdaj prekalkulirati dejansko primerjavo cen z temi vsemi novimi cenami po Sloveniji. Vidim pa, da nekateri celo napovedujejo 20 do 30% povišanje. Kaj pa Brezina? Tam občani in občanke opažajo čedalje več prometa. Kako je z nivojskimi križanji pa obvoznico? Ja, to se že zelo dolgo ukvarjamo s tem in res je nujno potrebno narediti neke podvoze. Zdaj treba povedati, da seveda mi smo že tam nekje leta 2012 prejeli vzhodno obvoznico, ki je nekako tudi umestila
predvsem kar se tiče nadvoza v Brezini pri Intermarketu. Seveda tu gre za državno cesto in treba povedati, da v tem trenutku sem vesel, da smo se dobili tudi z direkcijo in da nas je direkcija obvestila, da je izbrala ponudnika za projektiranje in da v 300 dneh približno nekje do sredi drugega leta naj bi bilo praktično pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar pomeni seveda, da se bi lahko začel ta nadvoz graditi. Res je, da to reši en del problema. Seveda druga stvar pa je povezava brezinske ceste od Brežic do Krškega. To se že dolgo o tej Vrbinski cesti pogovarjamo, tudi to direkcija umešča. To pa seveda pričakujemo, da bo prišlo do javne razgrnitve in da vidimo, kako s tem. Dejstvo pa je seveda, da v tem trenutku je že veliki napredek, če nam bo uspelo za začetek pridobiti ta nadvoz v Brezini, kajti s tem se bo tudi zaprlo nivojsko križanje oziroma zapornice, ki grejo zdaj v Brezino in s tem seveda bomo tudi kar precej razbremenili promet in pa čakanje pred zapornico. Širjenje vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Govori se, da ima država načrte širitve in hrambe streliva na območju Brežic. Ste seznanjeni s to informacijo? V bistvu je dejansko to, da se letališče širi, to vidimo oziroma se nenehno obnavlja. Predvsem zdaj, kot slišite, so v Sloveniji spet nabavili bomo 4 letala za gašenje, ki bojo tudi stacionirane pri nas. Tudi z te krizo, ki se dogaja v Evropi, se vse bolj pogosto tudi dogaja, da se kakšen NATO avion tu ustavi in pa seveda predvidene so tudi določene druge širitve, tudi obnovitev skladišč v Gazicah. Vendar kaj bolj podrobnih informacij še nimamo, tako da o tem smo zaprosili, da nas tudi obvestijo. Naj bi se tudi verjetno stacionirala protizračna zaščita, ki jo naj bi Slovenija dobila tudi v tem našem delu. Naj bi se zgradil tudi v prihodnosti Kerizino vod od Krškega oziroma obnovil od Krškega do letališča. Tako da sigurno se te stvari posodabljajo in seveda nas tudi zanima, kaj vse se predvideva in jaz upam, da bomo dobili te vse informacije. V zadnjih mesecih ste romski problematiki posvetili tudi še večjo pozornost kot sicer. Občani in občanke se na vas obračajo s pritožbami, strahom, nezadovoljstvom. Kaj je največja težava? Ta romska problematika postaja vse večji problem. Včasih seveda je bil glavni problem nekako ljudje v Gazicah oziroma v Kruščah. Danes pa je postal tudi problem, da je teh Romov kupilo kar nekaj svojih stanovanjskih hiš, pa naj bo to Brezina, naj bo to Čatež ali pa Brezje v Veliki dolini, in dejstvo je, da se to začelo vse bolj, bi rekel, nedisciplina, predvsem nestrpnost, kršiti javni red in mir, in zaradi tega seveda so ljudje vse bolj preplašeni. In mi kot občina, na mene kot občina se seveda tudi vse več ljudi obrača. Žal tu treba povedati seveda, da občina ima tu izjemno malih pristojnosti in enostavno nimamo skoraj nobenih možnosti, zato smo seveda se tudi mi pogovarjali s policijo. Policija pravi, da so tudi oni precej nemočni, da oni sicer lahko zabeležijo, popišejo, potem dajo to na tožilstvo in da se stvari ustavijo. Seveda mi sem tudi potem se dobil z tožilstvom, ko smo te stvari šli preverjati. Tudi na tožilstvu pravijo, da so tudi oni nemočni, kajti dejansko zakonodajo imamo takšno, da je zelo težko kaj izpeljati, še posebej, ko gre za mladoletne osebe, in zato seveda pač oni kaj veliko ne morejo. Seveda, naša želja je po vsem tem in seveda tudi vidimo, da je nujno pri tem pristopiti k določenim zakonskim spremembam. Žal smo župani 11 občin te spremembe že dali lani pred volitvam oktobra, pa so nas v parlamentu zavrnili, češ da to zdaj gre spet za neko predvolilno potezo županov. Zdaj smo se ponovno sestali in ponovno želimo to predstaviti in pa dati v parlament, da se te zakonodaje spremeni. Jaz mislim, da je potrebno
oziroma vsi mi skupaj mislimo, da je nujno potrebno začeti spremembe pri samih otrokih. Vemo, da dokler ne bojo otroci hodili v šolo, dokler se ne bojo izobraževali, dokler ne bojo delali, ne bo nič. Dejstvo pa je, da vsi ugotavljamo, da država, mislim, da samo s tem, ko jim daje više podpore, otroške dodatke, socialne, da bo s tem kupla neki ta javni mir, v resnici pa stanje vse slabše in slabše. Zato seveda jaz upam, da bo prišlo do te spremembe zakonodaje in da bi začele tudi te določene službe bolj intenzivno delati. Vemo, da že zdaj tisti, ki ne hodijo v šolo, ne bi smeli otroški dodatkov in podobne stvari dobiti, vendar to nobeden žal tega ne drži. Zato je naša želja, da se te neke spremenijo stvari. Seveda druga stvar pa je prav, da poudarim, seveda kar se tiče Krušč. Tu vemo, da je velika težava, da so ti Romi na zasebnih zemljiščih. Tu je kar precej različnih tudi dilem, nekateri od teh bi prodali, nekateri ne želijo, vendar dejstvo je, da seveda je, če hočemo to urediti, je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Potrebno je potem seveda od teh lastnikov ta zemljišča odkupiti in jih pa potem seveda odprodati tem Romom, ki pa potem si morajo oni legalizirati svoje tiste stavbe, tako kot si jih moramo vsi ostali. Tako da jaz upam, da na konci bo le prišlo do nekega dogovora, najprej med lastniki in pa občino, da nekako po eni, bi rekel, normalni, pošteni ceni se to odkupi, potem pa seveda dogovor z Centrom za socialo in pa z Romi, da bojo podpisali dogovor o tem, da bojo oni to odkupili ali od socialnih prijemkov ali pa z svojim denarjem in da bojo se te stvari nadaljevale. Da jaz mislim, da je to edina rešitev prava na dolgi rok in pa seveda potem tudi te Rome zavezati, da bojo spoštovali vse zakone in pa pravila, tako kot jih moramo spoštovati vsi ostali občani. Za konec pa morda še zadnje oziroma najbolj aktualne investicije v občini. Najprej zdravstveni dom Brežice in lekarna sta trenutno v fazi prenove oziroma dograditve. V tem primeru govorimo o enoletni zapori ceste pred zdravstvenim domom Brežice in eni izmed največjih investicij, je res, ne? Ja, res je, ta zdravstveni dom pa lekarna je sigurno ena izjemno zahtevna investicija in pa tudi največja. Dejstvo je seveda, da je nujno bilo potrebno dograditi najprej seveda lekarno in pa potem tudi zdravstveni dom. Vemo, da če želimo dobiti nove zdravnike, mlade zdravnike, je eden od osnovnih pogojev, da jim zagotoviš tudi kvalitetna delovna mesta. Zato je nujno, da se ta zdravstveni dom razširi, kajti vemo, da zdaj za vse te ekipe je že premalo prostora. Nekatere ekipe imamo zdaj že tudi v bivšem domu upokojencev, nekatere, kot je Center za krepitev zdravja, je na nogometnem stadionu in je nujno potrebno to urediti. Mi smo podpisali pogodbo, dela se zdaj intenzivno so se začele, zdaj so izkopi, precej je tudi otežen dostop do lekarne. Smo tudi zagotovili nadomestno parkirišče, v bistvu tam na drugo stran bolnice, praktično med igriščem za tenis in pa knjižnico. Tako da jaz upam, da bomo v letošnjem letu poskušali čim več narediti, tako da ne bo več potem takšnih zastojev in da drugo leto se bojo preselili tako v novo lekarno, kot tudi v nov zdravstveni dom, v kateri bo imel tudi nov laboratorij in pa vse ostale stvari, medicino dela in pa tisto, kar je potrebno. Prav pa še da povem, da se bo tudi renovirala lekarna v Trnju. Tam se je lekarna dokupila še en prostor, tako da se bo lahko razširila, da bo tudi v lekarni v Trnju bistveno bolj dostopna potem za ljudi in pa tudi seveda bolj prijetna za delo zaposlenih. V fazi prenove je tudi atletski stadion, torej kdaj lahko pričakujemo prve treninge brežiških atletov? No, zdaj atletski stadion gre praktično že nekako v tisto končno fazo, položen je že asfalt, na njega je potrebno položiti še tartan. Sveta tartan pa lahko položi se samo pod pogojem, da mora biti vsaj en teden suho vreme, da je to res popolnoma suho, kajti da ne bi potem kasneje odstopal. Tako da jaz verjamem, da nekje tam do konca
maja, po začetku junija bojo praktično investicije končana, potem je potrebno še pridobiti uporabno dovoljenje. Od tega je pa seveda odvisno, ali bo se že lahko v juniju treniralo ali v juliju. Definitivno je pa seveda precej odvisno od tega, kako bo na koncu pridobitev dokumentacije. Zaenkrat pa dela teče kar nekje po planu. Potem za konec pa morda še most na Borštu. Pogodba je podpisana, kako je z deli na terenu? No, sigurno ta most na Borštu, vemo, da je bil že tudi kamen spotike in da je že bilo kar precej govorjenega od tega. Nekateri seveda tam so želeli betonskega, nekateri lesenega. Seveda vse skupaj pa je pospešilo zadnje visoke vode, ko so praktično ta most uničile, saj je plavje trgalo nosilni steber in potem je bilo treba nujno takoj v letošnjem letu začeti z reševanjem tega. Seveda treba vedeti, da ta investicija je kar precej visoka, čez 1 milijon evrov, zato seveda je trebalo tudi zagotoviti sredstva in tu moram reči, da nam je priskočila na pomoč tudi Ministrstvo za obrambo, ki je sofinanciralo v 50% tega. Tako da pogodba je zdaj izbrana, projektant projektira, zdaj mora pridobiti vsa soglasja oziroma izvajalec. Pogodba je takšna, da izvajalec projektira in zgradi. Tako da jaz upam, da v poletnem času bo sam most narejen do konca leta, do nekje sred decembra, pa tudi še cesta na začetku in pa na koncu. Tako da jaz upam, da bo v letošnjem letu do konca leta oziroma takoj v začetku drugega leta tudi ta most že popolno v prometu. Gre pa prav, da povem, za lesen most, ki je seveda ti glavni prečni nosilci pa so železni, praktično gre za enak sistem, kot je bil v Cerkljah v Krki, kar pomeni seveda, da smo prisluhnili predvsem onim krajanom, ko pravijo, da je ta most tudi pomemben, ne samo z tega nekako premostitev za prevoz, ampak tudi z tega arhitekturnega vidika, da ohranja nekako arhitekturni pogled kraja. Gospod župan, najlepša hvala za vse informacije iz prve roke. Hvala tudi vam in seveda vse dobro želim občankam in občanom v teh poletnih časih, ki prihajajo. Odgovori na mestu.